Spoštovani, pričenjam s prvo konstitutivno sejo občinskega sveta. Najprej vas vse lepo pozdravljam in vam čestitam k izvolitvi. Za izvedbo slovenske himne se zahvaljujem kvartetu klarinetov glasbene šole Franca Šturma pod vodstvom profesorja Damirja Pfeifferja. Poslovnik občinskega sveta občine Medvode v 8. členu v skladu z 15b členom zakona o lokalni samoupravi določa, da prvo sejo novo izvoljenega sveta skliče župan, izvoljen v prejšnjem mandatu. Sejo vodi najstarejši prisotni član sveta oziroma član sveta, ki ga je na predlog najstarejšega člana sveta določil svet. Sejo bom vodila Jožefa Rotovnik Jaklič. Dnevni red prve konstitutivne seje občinskega sveta občine Medvode ste prejeli s sklicem seje in je naslednji. Ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov sveta. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Tretjič. Imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana. Četrtič. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta. Petič. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitev župana. Šestič. Slovesna prisega novo izvoljenega župana in nagovor. In sedmič. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 9. člen poslovnika določa, da svet o dnevnem redu konstitutivne seje ne razpravlja in ne odloča. Prihajam k prvi točki dnevnega reda. Ugotovitev števila in navzočih novo izvoljenih članov sveta. Ugotavljam, da je na seji prisotnih 20 novo izvoljenih članic in članov sveta. Opravičili so gospa Ines Iskra in gospod Dominik Bradeško in Ana Weber. Prihajam k drugi točki dnevnega reda, poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Poročilo bo podala gospa Ema Tavčar, predsednica občinske volilne komisije. Prosim. Občinska volilna komisija občine Medvode je na seji dne 24.11.2022 na podlagi zapisnika o delu volilnih odborov glede izida glasovanja za župana občine Medvode na rednih volitvah dne 20.11.2022 ugotovila, da je imelo na volitvah pravico glasovati 13.487 volilcev. Glasovalo je skupaj 4.541 volilcev ali 33,67% vseh volilcev, ki so imeli pravico glasovati. Kandidat za župana Nejc Smole je prejel 4.089 glasov, oddanih na veljavnih glasovnicah. Na podlagi 41. in 107. člena zakona o lokalnih volitvah je občinska volilna komisija ugotovila, da je za župana občine Medvode izvoljen Nejc Smole, ki je dobil večino veljavnih glasov. Za člane občinskega sveta je na rednih volitvah dne 20.11. glasovalo skupaj 4.542 volilcev ali 33,68% vseh volilcev, ki so imeli pravico glasovati. V volilni enoti 1, kjer se je volilo 8 članov občinskega sveta, je bilo skupaj oddano 1921 glasov. Od tega je nestrankarska lista Sotočje prejela 244 glasov, na podlagi katerih se je v volilni enoti 1 podelil en neposreden mandat. Zeleni Slovenije s sprejetimi 151 glasovi in Socialni demokrati s sprejetimi 96 glasovi niso dobili neposrednega mandata v volilni enoti 1. Potem Slovenska demokratska stranka z 270 glasovi je prav tako prejela en neposreden mandat v volilni enoti 1. Lista Nejca Smoleta z 942 glasovi je v volilni enoti 1 prejela 3 neposredne mandate.
ter Nova Slovenija – krščanski demokrati z 218 glasovi prav tako niso prejeli neposrednega mandata v volilni enoti 1. Nadalje v drugi volilni enoti 2, kjer se je volilo 7 članov občinskega sveta, je bilo skupaj oddanih 1109 glasov, od tega 168 za nestrankarsko listo Sotočje, ki je prejela en neposreden mandat v volilni enoti 2. Nadalje 123 glasov je bilo oddanih za Zelene Slovenije, 90 za Socialne demokrate in 83 za Slovensko demokratsko stranko, in vsi niso dobili nobenega neposrednega mandata v volilni enoti 2. Lista Nejca Smoleta je v volilni enoti 2 prejela 522 glasov in s tem 3 neposredne mandate, in Nova Slovenija – krščanski demokrati 105 glasov in prav tako nobenega neposrednega mandata v volilni enoti 2. In pa še v volilni enoti 3, kjer se je skupaj volilo 8 članov občinskega sveta. Število vseh oddanih glasov je bilo 1422, od tega 211 za nestrankarsko listo Sotočje in s tem en neposreden mandat v volilni enoti 3. Za Zelene Slovenije 103 glasovi, Socialne demokrate 103 glasovi in za Slovensko demokratsko stranko 164 glasov. Vsi niso dobili neposrednega mandata v volilni enoti 3. Potem za listo Nejca Smoleta v volilni enoti 3 659 glasov in s tem 3 neposredni mandati, ter Novo Slovenijo – krščanske demokrate 182 glasov in s tem en neposreden mandat v volilni enoti 3. Volilci so s preferenčnimi glasovi spremenili vrstni red kandidatov v volilni enoti 1, in sicer pri nestrankarski listi Sotočje, kjer je Ines Iskra prejela največje število preferenčnih glasov in s tem prišla na prvo mesto na listi. Na podlagi 15. in 86. člena zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam kandidatov skupaj 14 neposrednih mandatov. Po posameznih volilnih enotah so bili izvoljeni naslednji kandidati. V volilni enoti 1 pri nestrankarski listi Sotočje Ines Iskra, pri Slovenski demokratski stranki Leon Marjasec, pri listi Nejca Smoleta Danica Tršan, Ivo Rep in Cvetka Židan Valjavec. V volilni enoti 2 pri nestrankarski listi Sotočje Stanislav Ulanec, pri listi Nejca Smoleta Uroš Medar, Marjeta Jamnik in Anža Jenko, in v volilni enoti 3 pri nestrankarski listi Sotočje Katarina Galof, pri listi Nejca Smoleta Mojca Murnik, Ladislav Vidmar, magister Zvonka Hočevar in pri Novi Sloveniji – krščanskih demokratih Mirko Javršek. Preostalih 9 mandatov se je razdelilo na ravni občine, in sicer je posameznim listam pripadlo še dodatno število mandatov, in sicer Zelenim Slovenije 2 mandata, Socialnim demokratom 1 mandat, Slovenski demokratski stranki 2 mandata, listi Nejca Smoleta 3 mandati, Novi Sloveniji – krščanskim demokratom 1 mandat, skupaj 9 mandatov. Upoštevajoč določbe 17. člena zakona o lokalnih volitvah in določbe 2. odstavka 93. člena zakona o volitvah v državni zbor so bili tako dodatno izvoljeni naslednji kandidati. V volilni enoti 1 pri Zelenih Slovenije Štefan Čebašek, pri listi Nejca Smoleta magister Alojzij Tršan, pri Novi Sloveniji – krščanskih demokratih Luka Čukajne. V volilni enoti 2 pri Zelenih Slovenije Dragan Đukić, pri Slovenski demokratski stranki Jožefa Rotovnik Jaklič, pri listi Nejca Smoleta Ana Weber, ter v volilni enoti 3 pri Socialnih demokratih Milan Šobat, pri Slovenski demokratski stranki Saša Rožič in pri listi Nejca Smoleta Dominik Bradeško. Občinski svet občine Medvode so bili na rednih volitvah dne 20.11.2022 tako izvoljeni: Ines Iskra, Leon Marjasec, Danica Tršan, Ivo Rep, Cvetka Židan Valjavec, Stanislav Ulanec, Uroš Medar, Marjeta Jamnik, Anža Jenko, Katarina Galof, Mojca Murnik, Ladislav Vidmar, magister Zvonka Hočevar, Mirko Javršek, Štefan Čebašek, magister Alojzij Tršan, Luka Čukajne, Dragan Đukić, Jožefa Rotovnik Jaklič, Ana Weber, Milan Šobat, Saša Rožič in Dominik Bradeško. Hvala lepa. Medvode, ki so bile dne 20. novembra 2022.
Ugotavljam sklepčnost. Prisotnih je 20 članov. Kdo je za predlagani sklep? Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet z 20 glasovi za. Prehajamo na k tretji točki dnevnega reda, imenovanje in mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana. 10. člen poslovnika občinskega sveta določa, da svet na prvi seji izmed navzočih članov imenuje tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, v nadaljevanju mandatna komisija. Člane komisije lahko predlaga vsak član sveta. Za predsednika in člana mandatne komisije predlagam naslednje kandidate. Prvi, Leon Marjasec, predsednik. Druga, Katarina Galof, članica. In tretja, Mojca Murnik, članica. Vkolikor ima še kdo kakšen predlog za predsednika oziroma člane, naj ga prosim predloži. Nobeden. V sprejem predlagam naslednji sklep. Za predsednika mandatne... Preidimo k imenovanju. Drugi odstavek 10. člena poslovnika občinskega sveta določa, da svet glasuje o predlogih po vrstnem redu, kakor so bili vloženi, dokler niso imenovani 3 člani komisije, o preostalih predlogih svet ne odloča. V sprejem predlagam naslednji sklep. Za predsednika mandatne komisije se imenuje Leon Marjasec. Ugotavljam sklepčnost. Prisotnih je 20 članov. Kdo je za? Kdo je proti? Nobeden. Ugotavljam, da je sklep sprejet. V sprejem predlagam naslednji sklep. Za članico mandatne komisije se imenuje Katarina Galof. Ugotavljam sklepčnost. Prisotnih je 20 članov. Kdo je za? Je kdo še proti? 20. Je kdo proti? Nič. Ugotavljam, da je sklep sprejet. V sprejem predlagam naslednji sklep. Za članico mandatne komisije se imenuje Mojca Murnik. Ugotavljam sklepčnost. Prisotnih je 20. Kdo je za? Je kdo proti? Ugotavljam, da je sklep sprejet z 20 glasovi. Mandatna komisija je imenovana. Odrejam odmor, da bo lahko zasedala in opravila svoje delo. Prehajamo k 4. točki dnevnega reda. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta. Prosim predsednika mandatne komisije, da poda poročilo o pregledu poročila občinske volilne komisije, potrdil o izvolitvi članov sveta in župana. Prosim, gospod Marjasec. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana v sestavi Leon Marjasec, predsednik, Katarina Galof, članica, Mojca Murnik, članica, se je sestala 14.12.2022 ob 16:50 uri v sejni sobi občine Medvode, Cesta komandanta Stanete 12 in v skladu z 11. členom poslovnika občinskega sveta občine Medvode na podlagi končnega poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev članov občinskega sveta občine Medvode dne 20. novembra 2022. Poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana občine Medvode 20. novembra 2022.
potrdil o izvolitvi za članico in oziroma člana občinskega sveta občine Medvode in potrdilo o izvolitvi za župana občine Medvode predlaga občinskemu svetu občine Medvode v sprejem naslednje predloge odločitev. Predlog odločitvenega sklepa. Občinski svet občine Medvode potrjuje mandate naslednjim članicam in članom občinskega sveta: Ines Iskra, Leon Merjasec, Danica Tršan, Ivo Rep, Cvetka Židan Valjavec, Stanislav Lanec, Uroš Medar, Metka Jamnik, Anže Jenko, Katarina Galov, Mojca Murnik, Ladislav Vidmar, magister Zvonka Hočevar, Mirko Javršek, Štefan Čebašek, magister Alojz Tršan, Luka Čukajne, Dragan Đukić, Jožefa Rotovnik Jaklič, Ana Weber, Milan Šobat, Saša Rožič in Dominik Bradeško. Samo obrazložitev komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana ugotavlja, da vsi mandati članic in članov občinskega sveta občine Medvode iz poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev članov občinskega sveta občine Medvode dne 20. novembra 2022, ki so prejeli potrdila o izvolitvi v občinski svet občine Medvode, nesporni. Zato predlaga občinskemu svetu, da jih potrdi. Komisija je za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana je predlog sprejela s 3 glasovi za in nič proti. Prehajam na potrditev mandatov članicam in članom občinskega sveta. 11. člen poslovnika določa, da svet potrdi mandate članov sveta na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi. Svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni. Na predlog mandatne komisije predlagam v sprejem naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode potrjuje mandate naslednjim članom in članom občinskega sveta občina Medvode: Ines Iskra, Leon Merjasec, Danica Tršan, Ivo Rep, Cvetka Židan Valjavec, Stanislav Ulanec, Uroš Medar, Marjeta Jamnik, Anže Jenko, Katarina Galov, Mojca Murnik, Ladislav Vidmar, magister Zvonka Hočevar, Mirko Javoršek, Štefan Čebašek, magister Alojz Tršan, Luka Čukajne, Dragan Đukić, Jožefa Rotovnik Jaklič, Ana Weber, Milan Šobat, Saša Rožič in Dominik Bradeško. Ugotavljam, sklepčnost prisotnih je 21. Kdo je za predlagani sklep? Ja, smo jo dodali. Vsi smo jo dodali. Kdo je za predlog sklepa? Je kdo proti? Ugotavljam, da je sklep sprejet z 21 glasovi. Čestitam k izvolitvi in se zahvaljujem članicam in članom prejšnjega mandata. Prihajamo k 5. točki dnevnega reda, poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. Prosim predsednika mandatne komisije, da poda poročilo o pregledu poročila občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana. Prosim, gospod Merjasec. Hvala lepa za besedo še enkrat. Občinski svet občine Medvode na podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana občine Medvode 20. novembra 2022 in potrdilo o izvolitvi za župana občine Medvode ugotavlja, da je za župana občine Medvode izvoljen Nejc Smole. Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana meni, da je izvolitev župana, kot izhaja iz poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana občine Medvode 20. novembra 2022 ter potrdilo o izvolitvi nesporna, zato predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani ugotovitveni sklep.
Komisija je za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitev župana je predlog sprejela s 3 glasovi za in nič proti. Hvala. Na predlog prihajanja ugotovitev mandata župana. V sprejem naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode na podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana občine Medvode na dan 22. november 2022 in potrdila o izvolitvi za župana občine Medvode ugotavlja, da je za župana občine Medvode izvoljen Nejc Smole. Ugotavljam sklepčnost prisotnih. Prisotnih je 21. Kdo je za predlagani sklep? Je kdo proti? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Čestitam k izvolitvi ter se zahvaljujem županu za opravljeno delo v preteklem mandatu. 12. člen poslovnika določa, da ko se svet konstituira, nastopijo mandat novo izvoljeni člani sveta, mandat dotedanjemu članom sveta in županu pa preneha, novo izvoljeni župan nastopi funkcijo z dne, ki sledi dnevu konstitutivne seje, zato bom nadaljevala z vodenjem seje. Nadaljujem s 6. točko dnevnega reda. Slovesna prisega novoizvoljenega župana in nagovor. K besedi vabim ponovno izvoljenega župana gospoda Nejca Smoleta. Najprej bo podal slovesno prisego, po krajšem kulturnem programu pa bo nadaljeval z nagovorom. Prosim, gospod župan. Spoštovana predsedujoča, spoštovane članice in člani občinskega sveta, spoštovane sodelavke, sodelavci. Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in občine Medvode. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal vestno in odgovorno, v korist in v blaginjo občank in občanov. Hvala.
Spoštovane članice in člani občinskega sveta, spoštovana predsednica občinske volilne komisije, sodelavke in sodelavci, drage občanke in občani. Tretjič stojim tu pred vami in izrekam besede za prisege, da bom v času opravljanja funkcije župana, najlepše službe in poslanstva, kar jih poznam, delal za napredek in prijetno življenje tu pri nas med vodami. Če se ozrem nazaj, bi si upal reči, da se iz leta v leto bolj strinjam z znamenitim stavkom, ki ga pripisujemo filozofu Sokratu in pravi: vem, da nič ne vem. Misel namreč opisuje stopnjo v človekovem razvoju, kjer iz prepričanja, da ve vse in ima rešitev za vsakršno zagato in vprašanje življenja, vse bolj zori in ugotavlja, da je življenje le redko kdaj črno-belo, da je veliko večkrat pisana paleta barv in odtenkov, ki rišejo in barvajo mnogo kdaj precej različni ljudje. In če kdaj, se prav sedaj v teh časih vse bolj sprašujem, kaj je smoter skupnosti. Skupnosti, kot je denimo občina. V zgodovini so nam precej dobro poznani razlogi, zakaj smo se začeli povezovati v skupnosti takšne in drugačne komune in občine. Preprosto zato, ker smo ugotovili, da lahko skupaj naredimo življenje lepše, bolj varno, ne nazadnje tudi prijetnejše, kot če se za zadovoljitev temeljnih potreb trudimo vsak zase. Zdi se mi, da smo to dobro razumeli na področju zadovoljevanja osnovnih fizioloških potreb, predvsem, če gledamo kulturni krog, ki mu pripadamo kot narod tudi mi. Sploh v zadnjem stoletju smo po zaslugi znanosti in njej sorodnih ved uspeli narediti preboj, ki ni bil viden še nikoli. Danes je velika večina ljudi v primerjavi z generacijo njihovih staršev v neprimerno boljšem gmotnem položaju. Lahko bi rekli, da vprašanje hrane in preživetja na srečo nista temeljni vprašanji, ki bi si jih zastavljala večina naše družbe. Potemtakem bi lahko naprej izpeljevali misel in pričakovali, da smo se kot posamezniki in kot družba sedaj bolj osredotočili na tisto, kar ne hrani le telesa, ampak izpolnjuje na drugačen način. Pa je temu res tako. Prepozna vsak izmed nas, spoštovane članice in člani občinskega sveta, drage občanke, dragi občani, skupnost kot nujno podstat in njen razvoj kot dolžnost vsakega izmed nas? Tako beseda občina, kot tudi njej soroden izraz, ki je bil pred desetletji v rabi tudi pri nas, komuna, izhajata iz istega korena, latinske besede communis, kar prevajamo kot skupen. Če želimo torej govoriti o občini in ob tem ne nujno misliti le na kilometre asfalta in kubične metre betona, potem nam mora biti vedno pred očmi skupno. Kaj je skupno, pa je lahko že povsem drugo vprašanje. Še enkrat se oziram nazaj k izvoru in presenetljivo ugotavljam, da beseda komuna in komunicirati pravzaprav izhajata iz iste osnove. In ponovno se s pogledom nazaj odkrijejo odgovori na izzive sedanjosti. Upal bi trditi, da je torej spoznanje, kaj in katere stvari so nam skupne, nujno in neizbežno povezano s komuniciranjem. In če se pri izvorih s pogledom nazaj najdejo pravi odgovori, bi verjetno kanilo poskusiti podobno tudi s komuniciranjem. Mnogokdaj lažna moderna kultura politične korektnosti in lažnega sprejemanja nas uči, da je potrebno poslušati in komunicirati brez prevelikega vznemirjanja, ki ga kani prenesti preveč direktna govorica in s tem jasnosti in dejanskosti nevajeno družbo vznemirjamo. A prav v tem se mi zdi, da leži del odgovora, zakaj smo prišli v to fazo superegoistične družbe, kjer ima vsakdo pravico do svojega mnenja, brez da bi v svoje dojemanje preveč vključeval tudi potrebe drugih, skupne potrebe skupnosti. Poslušamo, a ne slišimo. Tako kot se srečamo, a ne pozdravimo, tako kot se pogovarjamo, a ne pogovorimo. Verjetno bo, poleg mnogo drugega, ena ključnih stvari pri gradnji skupnosti prihodnosti, če si prave skupnosti seveda sploh še želimo, prav vprašanje zaznavanja drugega, vprašanje iskrenega pogovora z njim, razumevanja in empatije, skratka
komuniciranja v tisti pravi, polnokrvni obliki. Vkolikor se bomo torej najprej zavestno odločili, da je skupnost nekaj, za kar smo pripravljeni in hočemo delati vsak dan, nato pa skupno znali najprej ubesediti in nato udejaniti, v tem primeru verjamem, da so pred nami čudovita 4 leta. Ne glede na to, kakšni izzivi bodo pred nami in gotovo jih ne bo malo, bomo zaradi naših zavestnih odločitev in zdravih temeljev skupnosti zmogli premagati vse. In pri tem to upam trditi z vsem skromnim vedenjem in zavedanjem, kako malo v resnici vem. Ne vem, kaj je pred nami, a vem to, da skupaj zmoremo vse. In ko vemo in se tega zavemo, lahko vedrega koraka stopimo naproti novim izzivom. Strahu ni, zmoremo vse. Hvala. Prihajamo k 7. točki dnevnega reda. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 13. člen poslovnika določa, da ko je svet konstituiran izmed svojih članov, najprej imenuje predsednika in člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje delovno telo. V skladu z 31. členom statuta občine Medvode ima občinski svet komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta. Komisija ima predsednika in 6 članov. Na mizo ste sprejeli s strani predlagateljev članic in članov občinskega sveta predlog sklepa sestave. Prosim postopkovno. Ja, gospod. Prosim bi za razpravo na vse to, kar se je zgodilo in upam, da me boste dovolili. Ja, dovolimo. Hvala. Pridite. Bomo pa prežgali, pa še enkrat. Pozdravljeni, spoštovane kolegice in kolegi, ter župan, občinska uprava in vsi prisotni na prvi konstitutivni seji občinskega sveta občine Medvode za mandatno obdobje 2022-2026. Meni je žal, da sem moral prekiniti predsedujočo, da do konca izpele tole, kar je predlagano, ampak mislim, da to ni prav. Niti po poslovniku, niti po statutu, niti. Poglejte, na mizo smo dobili predlog za sestavo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Še preden so svetniki potrdili mandat. A se lepo prosimo, se držimo poslovnika in statuta. Ko je bil pa potrjen mandat svetnikov, sem pa jaz priložil in županu in tudi gospe Ankici dogovor o ustanovitvi svetniške skupine. In sicer svetniško skupino smo ustanovili, oba svetnika so ustanovila z svetnikom SD-a, ne, Zeleni Slovenije, na tej listi je, veste, Dragan Đukić in Štefan Čebašek, ali pa po vrstnem redu volilne enote Štefan Čebašek, Dragan Đukić, da ne bo zamere. In svetnik, izvoljen svetnik na listi SD, kolega Milan Šobat. Ko je bil potrjen mandat svetnikov, ne prej. Zato vas jaz prosim, če je prišlo do pomanjkanja nekega in napake nezavestne, da odredite pauzo in se o tem dogovorimo.
preden nadaljujem z razpravo naprej. Če je možno, v redu, če ne, bom prosil za razpravo še naprej in bom podal tudi svoj predlog. Zdaj pa vi pogledajte, ali je to po poslovniku vse ok. Tukaj, če povem, ne samo še to, če gledamo statut, v 9. členu govori o imenovanju, ne statut poslovnik, o imenovanju Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, iz katerega se nič ne vidi, kdo predlaga, kako predlaga, koliko je število največ in koliko je najmanj in tako naprej. Gremo na ta ključni člen, 13 v našem poslovniku. Veste, jaz vam to govorim tudi zato, da dojamete, da je treba in poslovnik in statut spremeniti v naslednjem mandatu, ker je še veliko takih odprtih zadev. Ampak tokrat je ta na vrsti 13. člen, ki govori, ko je svet konstituiran, najprej imenuje izmed svojih članov predsednika in člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje delovno telo, neposvetovalno delovno telo, pri imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je svet dolžan upoštevati volilni rezultat tako, da se na kandidatno listo določi člane sveta, ki pripadajo listam, ki so dobile največ glasov. In to je vse, kar piše. Vi pa si to zadevo razlagate drugače, po neki matematični poti, kolega Uroš. In rečete tako, kjer smo najmočnejša lista po rezultatih, imamo 12 svetnikov, mi bomo dali 4 svoje. Kje to piše? Kje je to podprto v poslovniku, v statutu? V katerem zakonu? To vas sprašujem, ker sem na isto temo razpravljal tudi na začetku prejšnjega mandata. Ker sem jaz do prejšnjega mandata vedno bil član KMV-ja, nekoč kviz. Z nobenim slabim namenom ne razpravljam, da se razumemo. Nobenega ne želim užaliti. Ampak vas prosim, da delamo, če že delamo, in ko je župan rekel, da nas čaka čudovit mandat naslednjih 4 let, bi jaz to rad videl, da se tudi zgodi. Ker na samem tem začetku ste naredili nekaj napak, nekaj napačnih korakov in vas prosim, da to popravimo. Nič drugega. Jaz vam ne bom govoril, kdo mora biti, ampak dajte pauzo narediti, se lahko dogovorimo, če se ne bomo, bomo glasovali in vse ostale posledice boste mogli prevzeti nase, odgovornost boste mogli nase prevzeti. Zdaj pa razmislite, ne vem, če me bo spoštovana kolegica predsedujoča upoštevala, da določi pauzo, ali boste se kaj posvetovali. Hvala, zaenkrat. Prosim, če se umirite. Kaj ste zdaj sklenili, prosim? Hvala. Vkolikor so še predlogi za predsednika in člane komisije, prosim, da jih predložite v obliki liste. Ima kdo? Še enkrat.
Nadaljujete. Jaz sem opozoril Ivo prej, ne zdaj misliti, da si najbolj pameten. Ker tudi ti imaš precej masla tlele na glavi, ampak dobro, bomo že razpucali še leta dobro. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Dobro, si ni slišal, kar sem. A ja, zdaj pa. Zdaj gori. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Jaz mislim še zmeri, da tole ni v redu. Neki smo se pogovarjali, nekateri mislijo, da je to vse prav. Jaz sem povedal, da je poslovnik kršen. Meni razlagajo, da to ni res, ne? Ampak ne glede na to, pustimo, da je to. Jaz predlagam, da mi naredimo nekaj in v tem predlogu naj občinski svet glasuje. Če pač ne bo izglasovano, boste glasovali o tem, kar ste podali, ta predlog, ki je prezgodaj predlagan, podan. Računajte, da imamo tudi svetniško skupino, ki ima zdaj 3 člane, tudi to ima neko težo, ali tudi ne, če boste rekli ne, bo pa ne. Rad bi se izognil zapletom, ki iz tega lahko nastanejo. Verjetno me ne razumete, zato ostajate na svojih stališčih trdno in niste pripravljeni za noben kompromis. Zato me čudi, kje je iz vašega predvolilnega slogana sodelujemo, zaupamo. Torej, od tega jaz tukaj nič ne vidim. Ali to pomeni, da ste se zlagali, da bi dobili 12 svetnikov, ali gre za zaupanje in sodelovanje. Če gre za zaupanje in sodelovanje, potem sodelujmo. Jaz predlagam, da o tem se občinski svet glasuje, da iz vsake liste, ker nas je 6 list bilo na volitvah, se da po enega kandidata in vam ostane 7. član, ker je KMV sestavljen iz 7 članov, in vi boste imeli 2 in to pomeni, da boste imeli še zmeri največ, ker bojo vsi ostali imeli po enega. Čista logika. Ali je to matematika, bo Uroš povedal. In malo računajte na to, da le imamo 3 svetnike, kar ne pomeni dosti v tej konstelaciji, v tej sestavi. Jaz sem dolgo časa tukaj in dobro poznam ljudi, vem, kako ta zadeva deluje. Vi jih imate 20 in se zato pač lahko tudi ne zmenite. Ampak sem rekel, za vse to prevzemite odgovornost. Hvala lepa.
zdaj še svet. Naj ponovim predlog sklepa, za katerega se bo glasovalo. Predlagam v imenu liste Zelene Slovenije in v imenu liste SD in v imenu seveda svetniške skupine Zelene Slovenije in SD, da pri sestavi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dodelimo vsaki listi po enega člana, ker smo na volitvah imeli samo 6 list, in ta 7. člana pokrije tudi lista Nejca Smoleta. In to zadosti poslovniku, da imate največ po volilnem rezultatu. To je to. Drugače pa ne vidim nobenega razloga, da vi ne bi vztrajali tudi pri svojem predlogu. Samo vedeti morate, da je lahko to preverljivo. Hvala. V sprejem predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode najprej sestavi komisije za mandatno vprašanje dodeli vsaki listi po enega člana. Za listo gospoda Smoleta pa 2 člana. Kdo je za? Aha. Ugotavljam sklepčnost, koliko jih je 21. Kdo je za? Kdo je proti? A se lahko zdržiš? A se lahko zdržim? Ne, samo ne glasujete. 13 je proti. Ugotavljam, da sklep... Že dvakrat smo. Ugotavljam, da je sklep sprejet. A ja, ni sprejet, ja. V sprejem predlagam naslednji sklep. V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje predsednik Ivo Rep, Zgornje Pirniče, 19 člani, Uroš Medar, Finžgarjeva ulica, 3. Mojca, Murnik, Trnovec, 4. Danica, Tršan, Hraše, 5. Stanislav Ulanec, Spodnja Senica, 6. Leon Marjasec, Spodnje Pirniče in 7. Luka Čukajne, Zgornje Pirniče. Ugotavljam sklepčnost, prisotnih je 21 članov. Kdo je za? Ja. Obrazložitev. Ja. Hvala lepa tudi za to tretjo možnost, pravi, da tretje gre rado. Jaz se opravičujem vsem, ki tukaj sedite in vsem tistim, ki nas gledajo, da izgleda, da pač Dragan Đukić neki spet hoče po svoje. Ampak jaz vam povem, da poslovnik je kršen, da ste se odločili tako, kot ste se in vi, vas pač 13, ki ste to tako podprli in glasovali proti mojemu predlogu, ki je bil čisto v redu, nobenega nič ne oškoduje in zaradi ene druge stvari. Ker če želite, da meni je všeč, da skupaj držite in da ste pač enotni. Ampak jaz mislim, da moramo biti mi vsi v tej dvorani enotni in da skupaj držimo.
In tukaj tega ni videti. Jaz bom glasoval proti, da bo demokraciji zadoščeno, pa tudi, če bom sam v tem. Hvala. Gospod. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Glasovati. Še zdaj glasovati. Da se oprostim. Aha, ugotavljam sklepčnost. Prisotnih je bilo 21 članov, 4 so bili. Ne, zdaj morate še enkrat. Kdo je za? Kdo? Kdo je za? Za ta predlog, ja. Ja, ta, da je komisijo za mandatna vprašanja. Volitve imenovanja se imenuje predsednik Ivo Rep, Zgornje Pirniče, člani Uroš Medar, Finžgareva ulica, 3. Mojca Murnik Trnovec, 4. Danica Tršan Hraše, 5. Stanislav Ulanec, Spodnja Senica, 6. Leon Mrjasec, Spodnje Pirniče in 7. Luka Čukajne, Zgornje Pirniče. Ugotavljam sklepčnost. Kdo je za? Je kdo proti? Samo še enkrat, dvigante pa bolj dvigante v zrak. Kam pa tle piše? Kar pejte naprej. Je kdo proti? 3. Sklep je bil 16 za. Ja, ugotavljam, da je sklep sprejet s 16 glasovi in proti 3. No, ali pa 3 proti. Katera 2? Zahvaljujem se vam za uspešno zaključeno prvo konstitutivno sejo občinskega sveta občine Medvode in za konec pa prisluhnimo kvartetu klarinetov glasbene šole Franca Šturma za izvedbo pesmi Zemlja pleše. Seja zaključena ob 17:55 ali 56.